Gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v novi kroniki tedna. Najprej se še malce pomudimo pri prejšnjem koncu tedna. Mini pokal Vitranc je tekmovanje v alpskem smučanju za mlade smučarske upe iz vse države, da pilijo svoje tekmovalne izkušnje in primerjajo, v kako dobri formi so v primerjavi sovrstniki po Sloveniji. Alpski smučarski klub Kranjska Gora je preteklo sezono izvedel 2 mini pokala Vitranc, v letošnji prav tako 2. Po zadnji tekmi pretekli konec tedna je predsednik Alpskega smučarskega kluba Kranjska Gora Gregor Benedik povedal. Zelo smo zadovoljni, prekrasen dan v Kranjski Gori, več kot 370 tekmovalcev z cele Slovenije, prišli so tudi z drugih držav, tako da očitno ta mini pokal Vitranc postaja glavno tekmovanje za te otroke v regiji. Tudi proga ni bila lahka. Ja, pač krajša proga tukaj zadaj se vidi, je za te mlajše kategorije, daljša proga skoraj z vrha je za starejše. Moram reči, da bo danes kar težka tekma, saj ta dolga je precej trdo, precej leden, tako da bojo res zmagali najboljši. V svojih kategorijah so na zadnjem mini pokalu Vitranc zmagali Jaka Škarjanc, Liza Vraničar, Oskar Kozamernik, Manca Dolinar, Iztok Tekalec, Ajda Dolinar, Matej Osolnik in Nuša Bergant. Prostovoljni gasilci iz Podkorena pa so po nekaj letih premora znova pripravili tekmo v alpskem smučanju. Udeležba je bila zelo dobra, pogoji prav tako. Zmagali pa so najboljši seveda. Sem bil kar presenečen, ker se je prijavilo kar 70 tekmovalcev. Glede na to, da že 2 leti nismo uspeli organizirati tega veleslaloma za gasilskega Kranjskega. Proga je bila odlično pripravljena, trda, poznalo se je, da je na tej strani senca. Progo je postavil Andrej Gosar, malo je bilo pritožb, ker je bilo nekaj odstopov, ampak kdor zna, zna. Slovenski planinski muzej Mojstrana je postal prva infotočka Alpske konvencije v Sloveniji. V sredo sta v prostorih muzeja generalni sekretar Alpske konvencije Markus Reitener in direktorica Gornjesavskega muzeja Jesenice Irena Lačan-Benedičič o prisotnosti predstavnice Ministrstva za okolje in prostor Blanke Bartol podpisala pogodbo o sodelovanju. Slovenski planinski muzej od samega nastanka tukaj v Mojstrani uresničuje svoje poslanstvo v okviru Gornjesavskega muzeja Jesenice, namreč skrbimo za dediščino, zgodovino planinstva, gorništva, alpinizma. In seveda v sklopu tega nas zanima pravzaprav vse, od samega vzgibov, zakaj so ljudje začeli hoditi v gore, kako tam živijo, kaj se tam dogaja, kako se ohranja. Naš glavni namen sodelovanja in promocije Alpske konvencije je namreč v tem, da promoviramo ohranjanje kulturne dediščine, enovitosti Alp, ne le na področju torej materialnega varstva, ampak tudi nesnovne kulturne dediščine, varovanje podnebja, tal, naravnih nesreč in mesto je pravo. V Sloveniji je območje Alpske konvencije približno tretjina Slovenije in sicer 62 občin obsega, niso čisto vse od teh 62 v celoti, s celotnim ozemljem, nekaj jih je takih, ki samo delno, recimo zaledje Kranja, Kranj ni, recimo Maribor tudi ni, ampak zaledje Maribora in podobno. Vsekakor nam prinaša dodatno promocijo. Aktivnosti Alpske konvencije smo v Slovenskem planinskem muzeju že izvajali, od Brati gore, dan Alpske konvencije in seveda več aktivnosti, dogodkov smo že imeli. Našim obiskovalcem ponujamo informacije o sami Alpski konvenciji, o zaščiti Alp, trajnostnem razvoju, podobno kot tudi za informacijsko točko Triglavskega narodnega parka, ki je tudi pri nas. Alpska konvencija je mednarodna pogodba, ki so jo sklenile alpske države ter Evropska unija za trajnostni razvoj in zaščito Alp.
Iztekel se je 11. festival gorniškega filma, ki je potekal tudi v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Od ponedeljka do danes so bili na ogled zanimivi filmi, med njimi Divja Albanija v deželi Orla, Bazni tabor pod Everestom, Vse poti vodijo na Škotsko in Nosačeva Svoboda. Slovenski planinski muzej je letos prvič prizorišče festivala gorniškega filma in sicer letos poteka že 11. zapored. Zanimivo pri tem je, da ga pripravljamo in predstavljamo našim obiskovalcem v sodelovanju z Društvom za gorsko kulturo. Skupaj si bomo ogledali kar 44 filmov in 6 izjemnih predavanj. In 13 od teh tudi v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. In seveda eno predavanje. Veseli smo, da je med obiskovalci festival dobro sprejet. Bliža se pokal Vitranc, ki ga bo prihajajoči konec tedna 4. in 5. marca gostil poligon v Podkorenu. Najboljši alpski smučarji že prihajajo v Zgornjesavsko dolino. Že tradicionalno bo v soboto na sporedu veleslalom, v nedeljo pa slalom. Več o pripravah in novostih generalni sekretar organizacijskega komiteja pokala Vitranc Srečko Medven. Lahko rečem, da priprave potekajo po načrtu, ki bi seveda prilagojen terminu počitnic, tako da je bilo veliko dela opravljenega že pred samim začetkom počitnic. Seveda preko poletja smo tudi delali na določenih izboljšavah, predvsem telekomunikacij, potem energetski izboljšavi, Elektrogorenska je potegla nove vode. Domislili smo tudi spremembo pomožnega medijskega centra v Podkorenu, kjer bo potekala tudi konferenca novinarska za zmagovalci. Delali smo skupaj z RTS Žičnico in Kranjska Gora na razširitvi, občina Kranjska Gora na razširitvi smučišča v zgornjem delu, prav štartni strmini. To nekako vse skupaj je neka dodana vrednost temu tekmovanju in pa samem kraju, smučišču. Noviteta je tudi to, kar smo že lansko leto probali, letos pa to potem še dopolnili, da je celotno področje pokrito z brezžičnim Wi-Fi signalom. Vstopnice so seveda že na prodaj, posebno ponudbo pa so pripravili z RTC Žičnicami Kranjska Gora. Karte so seveda v prodaji preko event tima in pa preko Petrolovih bencinskih servisov. Je pa noviteta, da vsi, ki imajo na dan tekmovanja veljavno smučarsko vozovnico za Kranjsko Goro, ne glede je dnevna, je tedenska, je letna, imajo prost vstop na stojišča za ogled tekmovanja Pokal Vitranc. Pokal Vitranc ni zgolj tekmovanje, temveč tudi druženje in zabava na Kumax partiju v soboto zvečer v središču Kranjske Gore. Letos začenjamo s programom ob 18. uri. Lokacija je standardna pred dvorano Vitranc, vendar smo malo prinesli svežega vetra. Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da bomo letos pravzaprav začeli z samim programom že v centru Kranjske Gore z pihalnim orkestrom Krško, ki bo za svojo povorko pripeljal, upamo, čim večjo množico ljudi tudi potem na končno prizorišče, torej pred dvorano Vitranc. Na to nadaljujemo z glasbenim programom z Nušo Derenda, sledi seveda podelitev pokalov zmagovalcem sobotne tekme in v nadaljevanju ob 7:30 tudi žrebanje štartnih številk za nedeljsko tekmo in na to veliki koncert skupine Crvena jabolka. Lansko leto smo začeli tudi z programom v dvorani Vitranc, torej kot na nek način after party, s katerim tudi letos nadaljujemo. In v dvorani Vitranc ob 10. uri nas bo zabaval rock and band, v nadaljevanju pa tudi DJ Pero. Pokal Vitranc je velik dogodek, ki ime Kranjske Gore ponese širom po svetu, česar se zaveda tudi kranjskogorski župan Janez Hrovat. Svetovni pokal v alpskem smučanju, pa vsekakor moramo pa dati poudarek tudi Planica. Oba dogodka sta neprecenljivo vredna za ne samo občino Kranjska Gora, ampak tudi za celo Slovenijo, tako da mislim, da tukaj imamo res srečo, da naša občina pokriva vse te vrhunske prireditve. Tako veleslalomska kot slalomska tekma se prihodnji konec tedna v Podkorenu začneta ob 9:30.
Smo v pustnem času in seveda tudi v Zgornji Savski dolini ne manjka pustnih rajanj. Pustovanje, pustni sprevod in hokej v maskah so na pustno soboto pripravili na Dovjem in v Mojstrani. Obama, no? Yes, Yeah, he's in outgoing. Yeah. Very nice. Thank you. That's my wife, Melania. Nice to meet you. How are you? First daughter, Ivanka. Pustovali so tudi v gozdu Martuljku. Pridite, maškare, velike, majhne, srednje. Naš kuža je priden in rada ga imam, čeprav poležava v senci vrta. Nečesa pa se prav potiho bojim, prekajmo naš kuža in kaj bo še z njim. Če enkrat slučajno bo avčna postal, takrat bo očel, a meni bo žal. Drage gledalke in gledalci, zdaj bomo prelistali še koledar prireditev za prihajajoči teden. Počitnikarji se ves teden lahko udeležijo delavnic v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Pripravljajo veliko zanimivega, program pa je objavljen na njihovi spletni strani. V Kajžankovi hiši v Ratečah bodo v torek ob 17. odprli informacijsko točko. Od torka do sobote od 10. do 16. pa je na ogled tudi stalna razstava. 14. pustni veleslalom bo na kranjskogorskem smučišču potekal v torek ob 19. Ponujajo zabavo s skupino Zahod Band in brezplačno smuko za pustne maske na vlečnici Velika Mojca. Delavnica peka kruha v krušni peči in izdelovanje masla v pinji bo v Liznikovi domačiji v Kranjski Gori v sredo ob 16. Monokomedija Lado Bizovičar Foter bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v četrtek ob 20. Muzejski večer z doktorico Alenko Kačičnik-Gabrič bo v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani v petek ob 18. Tema pa predstavitev kronike, kmečko življenje v dolini in franciscejski kataster, vir za zgodovino kmečkega življenja.
Drage gledalke in gledalci, pa smo pri koncu še ene kronike tedna. Prihajajočo nedeljo in ponedeljek takšne kronike, kot ste je vajeni, zaradi prireditve pokala Vitranc ne bo. Bomo pa zbrali nekaj utrinkov z tega velikega smučarskega spektakla in jih objavili namesto naše informativne oddaje. Zahvaljujemo se vam za razumevanje in želimo prijetne dni. Nasvidenje.